Danes bom kupoval najbolj smrtonosne živali na svetu, kot so 3 metre dolge kače, strupeni insekti, morski psi in druge, da jih poskusim imeti za hišne ljubljenčke. Zagotovo boste želeli ostati do konca videa, saj vam bom pokazal, kako skrbim za te smrtonosne živali. Sprostite se, saj bo ta video zdaj nor. Iskanje teh smrtonosnih živali ne bo lahko, saj jih lahko kupiš samo na temnem spletu. In to je zelo sumljivo. Prva spletna stran, ki sem jo našel, prodaja skrivnostno škatlo s slanovodnimi ribami za $240. Piše, da so lahko tukaj morski psi, ribiči, hobotnice, jegulje in še kup drugih stvari. V tej sobi je nekaj slanovodnih akvarijev, zato bom kupil to skrivnostno škatlo in videli bomo, kaj dobimo. To je res sumljivo. Lahko nas opeharijo, a lahko dobimo kaj norega. Pravkar sem naročil, paket je na poti. To je prvo izmed več naročil z temnega spleta v tem videu. Ko bomo nadaljevali, bodo živali še bolj nore. Zdaj moramo počakati in se vidimo, ko paket prispe. Upam, da ga sploh dobimo. Po skoraj tednu dni čakanja sem prejel skrivnosten paket, na katerem je pisalo živa riba notri. No, očitno je to tista skrivnostna škatla z temnega spleta. Zagotovo izgleda, kot da je prišla z temnega spleta. Poglej to stvar. Tukaj piše strupeno. V kaj se spuščamo? Odprimo jo. Ste opazili, kako dobro je zapakirana? Paket izgleda točno tako, kot bi pričakoval z temnega spleta. Na njem piše strupeno, zato moramo biti previdni. Kar razrežimo ga in poglejmo, kaj je notri. Gremo, o moj bog, vidim vrečke z ribami. Torej nas niso ogoljufali, a zdaj me zanima, katere ribe so to. Prva vrečka? No, kaj je to? Fantje, te stvari zdaj izgledajo kot mali vesoljci. Prvič imam morske živali za hišne ljubljenčke, zato bom morda potreboval vašo pomoč pri prepoznavanju tega, kar je v tej škatli. Izgleda strašljivo. O moj bog, v redu, imamo 2 teh stvari. Izgledajo kot majhni pajki. Dodal sem jih v akvarij. To je bil šele začetek, zato sem nadaljeval z iskanjem po škatli. Je to res? O moj bog, tukaj je morski konjiček. Ne morem verjeti. V škatli so nore živali. Nisem pričakoval, da bomo imeli morskega konjička za hišnega ljubljenčka. Ti fantje so me vedno fascinirali zaradi edinstvenega videza. Poglej to stvar, sploh ne izgleda resnično. Prijatelj, zdaj greš v svoj novi dom. Ti fantje niso dobri plavalci, zato se le drsijo. Ampak glej, imamo morskega konjička za hišnega ljubljenčka. To sta že 2 nenavadni živali. Še vedno nas čaka veliko dela in nismo našli strupene ribe, ki naj bi bila tu. O, morda sem govoril prehitro. Glej, na tej vrečki piše, prosim, ne dotikaj se. Nataknil si bom te rokavice, ker jih bomo v videu verjetno veliko uporabljali. Sem živčen, fantje, to je strašljivo. Nimam pojma, katera riba je to. Upam, da mi ne bo ubrizgal strupa. Imam ga. Fantje, komentirajte spodaj, če veste, kakšna riba je to. Malo je podobna moji kamniti ribi. Pravzaprav bi ga morali kar dati v akvarij. To ni dobro. V redu. Zdaj gre. To je bilo tesno. Akvarij se je hitro polnil, a je bilo še dovolj prostora za več rib. Vzel sem še eno vrečko in našel tole. Vem, kaj so to. Poglejte to, fantje. Imamo 2 vrsti morskih zvezd. Ena je običajna, druga pa ima veliko bodic. To je res kul. Nikoli nisem držal morske zvezde, a prav čutim, kako njene nožice lezejo po meni. To je res srhljivo. Morski živali so precej bolj nore kot sladkovodne. Spravimo jih v akvarij in poglejmo, kaj je v skrivnostni škatli. O, nekaj se premika, kaj je to? Mislim, da je to mladiček pakovice. To so ena najbolj nenavadnih bitij v oceanu. Imajo to trdo lupino tukaj, ki jih ščiti pred plenilci. Če pa ga obrneš, imajo vsa ta majhna stopala, ki jim pomagajo pri gibanju. Dobesedno izgledajo kot mali vesoljci. Zrastejo še veliko večji. Ta je še majhen, zato ga damo v akvarij, kjer bo rastel. V skrivnostni škatli smo našli že veliko zanimivih živali. Vendar je ostalo še nekaj vrečk in morali smo pohiteti ter jih spraviti ven. Fuj, kaj za vraga je to? Je to sploh žival? Ne premika se, karkoli že to je, mislim, da ni živo. Fuj, o moj bog, je mehko. O, to je ogabno. Kaj za vraga sploh držim? O, tudi smrdi tako grozno. Prav ne vem, kaj počnem, ko držim to stvar. Pravzaprav mislim, da je živa. Premika se zelo počasi kot polž. Če kdo ve, kaj je, naj napiše v komentarjih. Hitro ga bom dal v akvarij, čeprav je ogabno.
Ko sem žival dal v akvarij, se je začela premikati in dokazala, da je živa. Bila je najbolj srhljiva stvar, kar sem jih videl. Ne morem verjeti, mislim, da sem pravkar našel Nema. Oglej si to. Imel sem občutek, da bo eden od teh tukaj noter. Mislim, morski akvarij ni popoln brez klovnske ribice. To je res kul. Fantje, imam super idejo. Napišite v komentar ime za to klovnsko ribico. Veselim se vaših edinstvenih predlogov. Prosim, ne poimenujte ga Nemo. Poglejte vsa bitja, ki jih imamo do zdaj, kot da imamo tukaj svoj mali mini ocean. To je res kul. Ostala nam je še ena vrečka v škatli, ki je videti največja doslej. Poglejte, kako velika je ta stvar. Izgleda kot jastok, a je moder, ne oranžen. To je morda redek modri jastok. Takšne stvari so dobesedno 1 na milijon. Prvo naročilo z temnega spleta v tem videu je potekalo precej dobro. Dobili smo skrivnostno škatlo z morskimi živalmi in nisem pričakoval, da bomo dobili vsa ta nora bitja. In iskreno, sploh nisem pričakoval, da bomo dobili kakršnokoli škatlo. Vendar pa še nismo končali. Še vedno imamo veliko naročil in živali bodo še bolj nore, poleg tega nas lahko še vedno opeharijo. Tako sem se spet odpravil na temni splet in naletel na naslednjo žival. Ta je res zanimiva, fantje. Spletna stran trdi, da prodaja vesoljskega žabca, ki po sliki izgleda kot pipa žaba. Zdi se mi čudno in neresnično. In kar je pri teh žabah res srhljivo, je to, da ko izležejo jajca, mladiči dejansko prilezejo ven iz njihovih hrbtov. Ja, to je res ogabno. Ampak razmišljam, če dobim 2, obstaja možnost, da bosta samec in samica. In lahko bi jo poskusili spraviti do tega, da bi imela mladiče. Tako bi lahko tisto ogabno stvar videli v živo. V redu, pravkar sem naročil 2 vesoljski žabi. Te stvari so tako poceni, stanejo samo $30. Morda so tako poceni, ker gre za prevaro. O tem nisem razmišljal. Zdaj je bilo prepozno. Povračila ni bilo možno dobiti, ker na strani piše, da jih ne vračajo. Mislil sem, da so me ogoljufali. 2 dni kasneje sem prejel škatlo. So v njej vesoljske žabe? Izvem le, če jo odprem. Temni splet, ne razočaraj me. Gremo! Dobili smo škatlo. To je res srhljivo. Notri so žabe pipa, fantje, res smo jih dobili. So žive? Se sploh ne premikajo? Ste živi, fantje? Mislim, da imamo mrtve žabe. Kaj pa ti? Ta je živ, premika se. Žabe se pogosto delajo mrtve. Ležijo tam in ne vem, ali so samci ali samice. Ostanite do konca videa, da vidite, če se bodo razmnoževale. Zaenkrat jih bomo dali v nov dom in videli, kaj še najdemo na temnem spletu. Temni splet je zanimiv, vendar ga ne priporočam obiskovati. Videli smo že marsikaj čudnega, a tam je tudi veliko zanimivih živali, kot je barbadoški velikanski kopenski rak, ki ga še nisem videl. Preveril sem, te živali zrastejo do metra. Takega raka si moram res kupiti. Zato sem zasnoval največje možno bivališče, kjer bi ta velikanski kopenski rak lahko živel. Zdaj pa manjka samo še ena stvar. Rak. Naročil sem ga in moram reči, da je prelahko kupiti te živali na temnem spletu. Nihče te nič ne vpraša, na primer. Kaj boš naredil s tem metrskim rakom? Spet nič. Teden dni sem čakal, da se ta meter dolg rak pojavi pred vrati, a po dolgem čakanju sem končno prejel paket. Sem malo nervozen. Del mene si želi, da bi bil tu rak, del pa ne. Meter dolg rak je strašljiv, a slišim, da se nekaj plazi noter. V redu, dajmo odpreti pokrov. O bog, mislim, da smo naredili napako. Poglej, kako velik je ta rak. O moj bog, o moj bog. Ne, pojdi nazaj noter. O moj bog. Si videl, kako velik je ta rak? Poskuša pobegniti, je zelo močan. Ne vem, kaj naj zdaj naredim. Fantje, res je ogromen. Večji je od moje roke. Poglej, kako velika je njegova klešča zdaj. Čeprav je videti strašljivo, sem pogledal na spletu in piše, da je edini način, da primeš te rake za njihove klešče. Tako me ne more uščipniti. Kako pa naj primem klešče? Uščipnil me bo. Poskusim prijeti, imam ga. O ne, Ujeli smo ogromnega kopenskega raka, najbolj noro žival doslej. Šele začenjamo, postalo bo še bolj noro. Hitro sem ga dal v ogrado, kjer je stekel v jamo. Od takrat ga nisem videl, a ko sem vrgel banano, je izginila, zato mislim, da je srečen. Ta rak mi lahko odščipne prst, ne pa me ubije.
Kot sem obljubil, bomo kupili nekaj najbolj smrtonosnih živali na svetu in jih dali v to sobo. Kako bolje začeti kot s kamnito ribo, najbolj strupeno ribo na svetu? Te ribe so izjemno redke in jih je zelo težko dobiti. Verjetno zato, ker te lahko ubijajo in nihče noče imeti take živali za hišnega ljubljenčka. Ker jo imam, sem že prej posnel video o nakupu na temnem spletu in jo še vedno imam. Tako si prihranim težave z iskanjem nove. Torej, šli bomo ujet to ribo in jo bomo odpeljali v njen novi dom. In upam, da me ne bo pičila. Ja, upam, da me ne bo pičila. V redu, tukaj je. Imam te zaščitne rokavice in mrežo. Če bom to naredil pravilno, bi moral biti v redu, upam. Kaj misliš s tem? Upam? V redu, naredimo to. Prijatelj, pojdi v mrežo. Imamo ga. Kamenoperka je notri. To je noro, fantje. Tukaj je kamenoperka. Če bi me katera od teh bodic pičila, bi v manj kot 6 urah umrl. Hitro ga prestavimo v nov dom. Prijatelj, seliš se v nov dom. Izgleda odlično. Morda bi morali nalepiti nalepko "Ne dotikaj se". To se zdaj zdi dobra ideja. Ko pomislite na nevarne in smrtonosne živali, verjetno najprej pomislite na kače. Na svetu je več kot 600 vrst strupenih kač. Vse pa so prepovedane kot hišni ljubljenčki, kar je verjetno dobro. Obstajajo tudi zelo nevarne nestrupene kače. Zdaj bom kupil eno z najdaljšimi zobmi med nestrupenimi kačami. Imenuje se smaragdna drevesna boa. Pravkar sem našel sumljivo spletno stran, ki trdi, da jih prodaja, in jo bom kar kupil. Malo upam, da gre za prevaro. To počnem za vas, čeprav me je kač groza. Všečkajte video. Žal sem kmalu po naročilu res prejel paket, čeprav sem upal, da gre za prevaro. Zdaj sem prepričan, da je v njem kača. Smaragdne drevesne boje so znane po tem, da so zelo agresivne, zato bomo morali biti zelo previdni. Pravkar sem slišal, da se je nekaj premaknilo tam noter. No pa začnimo, odprimo to. Oglej si to vrečo tam. Pridi sem, prijatelj. Vidim ga. Najbolje, da ga stresem iz vreče. Ne želim se dotikati kač. O moj bog, tam je. Zakaj to dela? Zakaj me gleda, kot da me želi ugrizniti? Že je v položaju S, pa je šele prišel iz vreče. Počutim se, kot da sem zdaj ujet v kotu. Helen, kač ne poznam dobro. Morda me ne želi ugrizniti, mogoče mi le želi reči živjo. Dobro, zdaj pa me res poskuša ugrizniti. Ne vem, kaj naj storim, v kaj sem se zapletel. Zdaj je zamotena. Zdaj grem ven. Nisem več ujet v kotu. Hitro sem ga poskusil zgrabiti, dokler sem imel možnost. Ne ugrizni me, prijatelj, jaz sem tvoj novi očka. Imam kačo, fantje. Ne poskuša me več ugrizniti, bil je le prestrašen. O ne, to mi ni všeč. O, sveta nebesa, ljudje. Prepojen sem z znojem, ne bom lagal, in mislim, da lahko zavoha moj strah. Torej, spravimo ga v njegovo kletko, v redu, hitro, preden me ugrizne. O moj bog, ste videli to? Je pravkar planil v prazno. Ko sem dal smaragdnega drevesnega boa v ogrado, se je povzpel na drevo in tam sedel ves dan. Ugasnil sem mu luč, da lahko spi, in šli smo k naslednji ogradi. Naslednja žival, ki se je bojim, so pajki. Ker se za ta video res trudimo, to ni navaden pajek, ampak največja vrsta na svetu. Tarantela, goljat, ptičji jedec. Te stvari so tako velike, da jedo ptice. Gledal sem veliko videov na spletu in ni dobro. Res so ogromne. Pozabil sem omeniti, da so strupene, a ugriz ni nevaren za ljudi. Vseeno pa pravijo, da je primerljivo, kot bi si zabil žebelj v roko. To je to. Kaj sploh čakam? Kar kupimo eno zdaj takoj. V redu, pravkar sem mu dal naročilo. Prosim, za božjo voljo ne pošljite pajka. Prosim, naj bo to prevara. Ne, 5 dni je minilo in pajek je še vedno tu, kar je super. Upam le, da je mladiček, čisto majhen, velik kot kovanec. To bi bilo v redu. Odprimo torej. Imamo še eno vrečko. Poglej to. To je malo strašljivo, ker ne morem ugotoviti, kako velik je. To je strašljivo. Kaj če kar steče ven proti meni? O bog, to ni mladiček, ampak odrasel pajek. Poglej ga, je ugaben. Vem, da želite, da ga primem in brez skrbi ga bom. Najprej se moram le hitro preobleči, potem bom takoj nazaj. Bobby, si resna? Si oblekla zaščitno obleko zaradi pajka? Ne morem verjeti, da to počnem, tudi z zaščitno obleko. Kaj pa on dela? Poskušava me brizgati mrežo kot Spider-Man. O moj bog, zdaj takoj. Pajek ni bil zadovoljen,
A sčasoma sem pridobil njegovo zaupanje in mi je dovolil, da ga poberem. V redu, mislim, da sva zdaj prijatelja, kar je dobro. Vendar sem se začel počutiti nekoliko nelagodno, zato sem ga hitro dal v njegov novi dom. Lepo počasi. Ne morem verjeti, da sem to pravkar naredil. Ta pajek je bil ogromen in zelo agresiven, zato se prav nič ne veselim, da ga bom imel za hišnega ljubljenčka. Na temnem spletu nas do zdaj niso prevarali. Vse naročeno je prispelo, tudi neželeno. A stvari so se kmalu spremenile. Fantje, pravkar sem našel spletno stran, ki prodaja ovratniškega zmaja. Ti kuščari so verjetno še najbližje dinozavrom, kar jih danes imamo na Zemlji. Zelo so redki in še nikoli nisem videl, da bi ga kdo prodajal. Stane $700, spletna stran pa ni videti zaupanja vredna. Ampak do zdaj smo že veliko tvegali in dobili smo nekaj res kul živali. Zato mislim, da bom to naredil in bom kupil ovratniškega zmaja. V redu, mislil sem, da je na poti, a po nekaj tednih ovratniškega zmaja ni. Nihče mi ne odgovarja na sporočila. Tako da ja, bil sem prevaran. Neverjetno je, da so me ogoljufali ravno pri stvari, ki sem si jo najbolj želel, ne pa pri kači ali taranteli. Saj se hecate. Tako so izginile moje možnosti, da bi imel pravega dinozaura. Ampak v redu je, ker je naslednja žival veliko redkejša, veliko bolj kul in, ja, tudi veliko dražja. To je velika albino želva hlastača. Prvič sem jo videl in takoj vedel, da jo želim imeti. Te živali so zelo redke, mladički pa se prodajajo za $1000. Potem, ko so me prevarali pri nakupu ovratničastega zmaja, sem zdaj bolj previden, a ta stran deluje bolj legitimno. Mislim, da bom poskusil in upam na najboljše. Oddal sem naročilo in nestrpno čakal, da prispe, in po približno enem tednu je prispelo. Imam paket, fantje. V njem naj bi bila €3000 vredna želva hlastača, zato ga bom odprl. Sem zelo živčen, res nočem, da bi bila to prevara. Gremo, kaj je notri? O moj bog, notri je vreča, fantje, in je težka. Je to želva hlastača? O, premika se. Pazljivo sem jo odprl, ko se je to nenadoma zgodilo. O moj bog, dobili smo jo, fantje. Poglejte, kako je lepa. To je albino želva hlastača. Je res kul. Poglejte, ima rdeče oči. Je tudi velik. Poglejte ga. V primerjavi z mojo roko. Nimam pojma, odkot je prišel. Verjetno je bil v škatli dolgo. Zdaj ga bomo dali v nov dom. Zaradi njegove velikosti smo pripravili veliko ogrado. Sčasoma bo prerasel to posodo in bomo morali zanj zgraditi ribnik. Za zdaj pa mu je to popoln dom. Postavil sem ga na njegovo skalo in tako je skočil v vodo ter začel raziskovati. Zdelo se je, da mu je res všeč. Albino želva hlastača. Nisem pričakoval, da bomo eno našli na temnem spletu, a smo jo. To je res kul. Kljub uspehu z želvo hlastačo, pa sem še vedno malo slabe volje. Ker ovratničastega zmaja nismo dobili, sem našel drugo stran, ki naj bi prodajala pravega zmaja, a ne pove, katera vrsta kuščarja je. Mislim, da ti lahko pošljejo na ključnega kuščarja, ki spominja na zmaja. Imam idejo. Za mano so 3 terariji za kuščarje. Torej razmišljam, če kupim 3 od teh skrivnostnih dinozavrov, bom povečal možnosti, da dobim kuščarja z ovratnikom. Ampak tudi, če ga ne dobimo, sem še vedno navdušen, da vidim, kateri drugi kuščari bodo. Lahko bi bili karkoli. Naročilo je oddano. Dinozavri so, upam, na poti. 2 tedna kasneje je paket prispel. Trajalo je tako dolgo, da mislim, da so pipa žabe začele razmnoževati. Nisem prepričan, a počnejo čudne stvari. Vendar to ni bistvo. Kar je res pomembno je, da imamo tukaj škatlo, ki vsebuje 3 prave dinozavre. Mislim, da bomo začeli s tem. O moj bog, niso lagali. To res izgleda kot dinozaver. O, živjo, prijatelj. Plezal mi je na roko, kar je malo strašljivo. Ne vem, ali je nevaren ali ne, ampak to je res kul. Nimam pojma, kakšna kuščar je to. Malo sem raziskoval in ugotovil, da je ta tip azijski vodni varan. In zrastejo ogromno. So dobesedno druga največja vrsta kuščarjev na svetu, saj zrastejo več kot 3 metra v dolžino. O, in so tudi strupeni, tako da super. Ta mladiček ima zdaj popolno bivališče, a kasneje mu bomo morali zgraditi večji dom. To je kuščar, očitno nismo bili ogoljufani. Gremo naprej, vzemimo še eno vrečo in poglejmo, kaj je notri. Poglejte, to je panterjev kameleon. Panterjevi kameleoni so ena izmed najredkejših vrst kameleonov, ki jih lahko dobite, in so zelo dragi. Ti fantje so znani po svojih res živahnih barvah, kot sta rdeča in modra. Poglejte, kako je pisan. To je neverjetno.
Kameleoni ne morejo samo spreminjati barv, ampak lahko tudi vsako oko premikajo posebej, kar jih naredi za odlične lovce. Poleg tega lahko izstrelijo jezik do 3-kratne dolžine telesa. Da to preizkusim, sem prinesel čričke. Jih bomo vrgli noter in videli, koliko jih ujame. Kameleon je uprl pogled v čričke in ni mu dolgo trajalo, da je ujel prvega. A pri tem se ni ustavil, enega za drugim. Svoj jezik je izstreljeval po celem svojem terariju. Izgubil sem štetje, koliko jih je pojedel. A mislim, da vse. Kuščar z ovratnikom tega ne zmore. Imamo pa še eno priložnost, da dobimo enega. Odprimo zadnjo vrečko. O, moj bog, poglej to. O, sika. Pravkar je zasikal name. Ni zadovoljen. Fanče, mislim, da je to dejansko kajmanski kuščar. Aligatorjev ni dovoljeno imeti doma, ta pa je najbližje, kar lahko zakonito imate. Zrastejo do 5 čevljev, zato je to pravi dinozaver. Kasneje bo potreboval večji akvarij, za zdaj pa bo to njegov dom. V redu, prijatelj, ni zadovoljen, gre. Zdaj lahko rečemo, da imamo v živalski sobi 3 dinozaure. Še vedno imamo veliko ograd za napolniti, zato nadaljujemo. Naslednja žival je verjetno najbolj nora doslej. To je še ena kača, vendar je ta posebna, piše na spletni strani. Zraste do 3 metrov, a to še ni vse. Piše, da je popolnoma vodna in ne potrebuje kopnega. Naročilo sem oddal pred tednom in paket je ravnokar prispel. Odprimo in poglejmo novo hišno kačo. Tukaj je. Poglej, o moj bog, tako je majhna. To tam je kača s slonjim rilcem, popolnoma vodna kača. Dolga je 3 metre. Ta stvar je tako cool in še mladiček. O moj bog, to je najbolj nenavadna kača, kar sem jih videl. Ta tip mi je bolj všeč kot smaragdni drevesni udav, ker me ne grize. Trenutno je to moja najljubša žival, čeprav je kača. Kmalu bomo dobili še bolj nore živali. Zdaj pa tega tipa prestavimo v nov dom, saj je ta terarij popoln zanj, ker je sramežljiv. Tako lahko pride na zrak, poleg tega pa ima veliko kamnov, v katerih se lahko skrije. No, kača z rilcem je na varnem. Poglejmo, kaj je naslednje. Na temnem spletu sem naletel na novo skrivnostno škatlo, tokrat za žuželke. Nisem velik oboževalec žuželk, a imam več manjših terarijev, ki so idealni zanje. Naročil bom to skrivnostno škatlo in videli bomo, kaj dobimo. Na spletni strani piše, da so lahko vrste v škatli strupene. Naročilo je oddano. Predvidevam, da se vidimo, ko prispe. Paket sem prejel po nekaj dneh. Bil je majhen, a nisem vedel, da bo imel najbolj nore žuželke, kar sem jih videl. Zaradi tega paketa sem bolj živčen kot za druge uvidel. Res ne maram žuželk. Torej, gremo, mislim, saj že imamo Goljata ptičjega pajka, tarantelo. Ne more biti veliko huje od tega, kaj ne? V redu, gremo, fantje, o moj bog, kaj za vraga je to? O, tam je veliko posodic. Mislim, da bomo začeli s to modro tukaj. Zdi se sumljivo, ker ni mogoče videti noter, zato je nočem odpreti. To je strašljivo. 3, 2, 1. O moj bog, premika se. Je to stonoga? Fantje, ta stvar je ogromna in ima ogromno nog. Ne vem, ali vidite, kako velika je, večja od moje roke. Pravkar mi je kakala na roko. Raziskal sem in ugotovil, da je ta tip afriška orjaška tisočnoga. Ta majhen terarij se mi zdi zanj popolna. In prebral sem na spletu, da jedo razpadajoč les, zato bom to kar dal noter. Uživaj, čeprav ne vem, kako to poješ. No, s tem smo opravili eno žuželko. Vendar jih je tukaj notri še veliko več, zato vzemimo še enega. Ojoj, ta je veliko bolj strašljiv kot tisočnoga. Kaj za vraga je to? Sploh ne vem, kaj gledam. To zgleda kot vesoljec. No, poskusil ga bom prijeti, ampak ne izgleda tako prijazen kot tisočnoga. Prosim, ne ugrizni me ali ščipni ali karkoli že počneš. Srce mi močno bije. Poglejte njegove male kremplje ob obrazu. O, to je ogabno. V komentarjih napišite, kaj je to. Napišite v komentarjih, ali naj ga držim ali ne. Začenja me strašiti, zato mislim, da mora v terarij. Že obžalujem nakup te skrivnostne škatle. Tukaj je še več insektov, poglejmo, kaj imamo. Kaj je to? Je kot v tubi. Vidiš? To je videti kot hrošč, a se ne premika. Si še živ? V redu, je živ. Upam, da me ne uščipne. Ima nore klešče. Prijel se je za moj mezinec. Au, dovolj imam tega. Dajmo ga spraviti v terarij.
Dodal sem ga v njegov novi dom, njegov novi ljubeči dom, z lastnikom, ki ga ima zelo rad in ga sploh ni strah. Prav, poglejmo, kaj je še tukaj notri. Vem, kaj je to, fantje. To je mala bogomovka. Pravzaprav kul. Ti insekti so mojstri kamuflaže in izgledajo kot palica ali list. Vedno so me fascinirali, zato je imeti enega kot ljubljenčka res kul. Poglej ga, kako premika glavo naokoli. Izgleda kot mali vesoljec. O moj bog, presenečen sem, da smo iz skrivnostne škatle dejansko dobili nekaj, kar mi je všeč. Torej, pojdimo in ga namestimo v njegov novi dom. O moj bog, poglej to. Takoj se zlije z okolico, sploh ne opaziš, da je tam. To je noro. Že lahko povem, kaj je naslednji. Upal sem, da ga ne bomo našli tukaj, pa smo ga. Ogromen škorpion. Fantje, o moj bog, tega se ne bom dotikal. Poglej velikost njegovega žela. Res je strašljivo. Nežno jo bom stresel ven. Pojdi, prav? V skrivnostni škatli smo že dobili veliko norih žuželk. Ostala je le še ena, ki je bila najstrašnejša. Izgleda, da imamo spet vesoljca, fantje. Nimam pojma, kaj je to. O moj bog. Odločil sem se, da tokrat preverim, kaj je to, preden ga primem. In prav je, da sem to storil, ker sem ugotovil, da je to vangarun. Znani so potem, da lahko iz svojega telesa izbrizgajo kislino. Oprostite, tega ne bom držal, zato ga bom stresel v njegov terarij. Izvoli, prijatelj. Ogabno. Zaključili smo skrivnostno škatlo z insekti. Ker je bilo to strašljivo, raje kupimo žival, ki si jo želim. Strupene puščične žabe. Te žabe so me zaradi živih barv fascinirale že od otroštva. Čeprav so lepe, so izjemno nevarne in tudi najbolj strupene živali na svetu. Ampak še vedno so res kul, zato jih bom kupil. Našel sem spletno stran, kjer jih prodajajo za $125, ampak nočem imeti samo ene, zato bom vzel 4. Barve niso navedene, torej bo presenečenje. Zelo sem navdušen. Oddajmo naročilo in se vidimo, ko pridejo. O moj bog, fantje, res sem navdušen. Na to sem čakal celo življenje. Gremo to odpreti. Ja, o moj bog, poglejte, res smo jih dobili. 4 strupene žabice. Tako so pisane, to je noro. Takšnega vzorca še nisem videl, zelo je kul. Barve so rumena, zelena, oranžna in rdeča hkrati. Kot ime pove, so strupene in se jih ne sme prijemati z golimi rokami, saj lahko povzročijo zastoj srca. Posodo bom dal terarij in jih pustil, da same skočijo ven. Terarij sem zgradil po vzoru deževnega gozda. Od tam te žabe prihajajo, zato jim bo tu res všeč. To so 4 strupene žabice, verjetno moja najljubša žival iz videa. Imamo še več, zato poglejmo naslednje. Našel sem spletno stran, kjer želvo mata prodajajo za $800. Te želve so verjetno najbolj nenavadne na svetu. Izgledajo kot dinozauri. Imam pripravljen akvarij za eno, zato ga bom kupil in upam, da ni prevara, saj je $800 veliko denarja. Po nekaj tednih brez sledu o želvi sem začel izgubljati upanje, a po dolgem čakanju je končno prispela. Dolgo sem čakal na to. Fantje, glejte, je še čisto majhen dojenček. Še nikoli nisem videl tako majhne, ampak je res prikupen. Je živ? Se ne premika? Mislim, da bomo ugotovili, ali je živ, če ga damo v akvarij in vidimo, če se premakne. Upam, da je živ. Ko sem ga dal v akvarij, je potonil na dno in mislil sem, da je mrtev, potem pa se je nenadoma začel premikati. Bil sem živčen, prisegel bi, da je mrtev, a na srečo ni bil. Zdaj imamo mlado želvo mata, ki je super. Na temnem spletu smo že našli veliko redkih in smrtonosnih živali, a nas čaka še več sob, ki jih moramo napolniti z najbolj smrtonosnimi živalmi, ki jih lahko najdem. V teh 3 paketih so nekatere najbolj nevarne oceanske živali. Začnemo z najmanjšo škatlo, v kateri je žival, ki sem si jo vedno želel. Mislim, da ga vidim. Zdaj je težko reči, ampak v tem kozarcu je hobotnica, ampak tukaj ga je kar težko videti. Zato ga dajmo v ta zaboj, poskusimo ga prijeti. O moj bog, poglejte, kako menja barve. Pravkar je izpustil črnilo. Ste videli? Izpustil je črnilo. Še nikoli nisem videl tega. V redu, prijatelj. Oprosti, vem, da si prestrašen. Mislil sem, da kameleoni hitro spreminjajo barvo, ampak on je v eni sekundi šel iz popolnoma rdeče v belo. To je res noro. To je najbolj kul stvar, kar sem jih kdaj videl. Nežno sem ga pobral in ga dal v akvarij. Opazovati ga, kako leze po moji roki, je bilo res kul.
Ker so zelo pametni, zlahka pobegnejo iz skoraj vsakega akvarija. Tako dobro spreminjajo obliko, da če gre skozi luknjo njihov kljun, gre tudi celo telo. Navdušen sem, da imam hobotnico za hišnega ljubljenčka. Tako ga opazujemo, kako se odziva na okolje. A naslednje živali so še bolj neverjetne, kot je kamnita riba. Naslednja žival je zelo strupena. Njen pik je lahko smrten. O moj bog, že jo vidim. Je to res? Škorpionova riba je podobna kamniti ribi. Ima strupene bodice in se odlično kamuflira, saj spominja na korale. Nisem pričakoval, da bo tako velik, zato je malo strašljivo. Prestavimo ga v novi dom. Dobrodošel doma, prijatelj. O, tam gre. To je res cool, fantje, nora riba. O moj bog, vidim ga. Poglejte to. Imamo svojega hišnega morskega psa. Vedno sem si želel hišnega morskega psa in ko sem ga zagledal na tej spletni strani, sem ga moral kupiti. Zdaj pa je veliko večji, kot sem pričakoval. To tukaj se imenuje rogati morski pes in za razliko od večine morskih psov niso agresivni in zrastejo le do približno 4 čevljev dolžine. So še vedno morski psi z norimi zobmi in velikimi bodicami na plavutih. Nisem pričakoval, da bo tako hitro zrasel. Morali mu bomo zagotoviti večji akvarij, za zdaj pa bo to njegov dom. Imamo morskega psa za hišnega ljubljenčka, a to ni najbolj smrtonosna žival v oceanu. Odločil sem se garažo spremeniti v veliko sobo za ribe, da odkrijem nenavadne morske živali. Prvi paket je že prispel. To škatlo sem naročil pred tednom dni. Na spletni strani pa je pisalo le, da gre za pravega vesoljca, ne pa kaj točno je. Mislim, da lahko ugotovimo, kaj je notri, le če odpremo. Sem živčen. O, vidim vrečko. Niso nas ogoljufali. Kaj za vraga je to? O moj bog, v redu. Res niso lagali, ko so rekli, da je to strašnega videza vesoljec. Nimam pojma, kaj je. Fuj, sluzasto. O bog. To je kot ena velika kepa. Kaj je to? Počakajte, tukaj je še ena vrečka, poglejte. Tukaj je še en, ta je črn. Zakaj sta mi poslali 2? Naročil sem enega. Se ne pritožujem, stvari so cool. Priloženo je še sporočilo. Morda bom tako izvedel, kaj so te stvari. Uživaj z novim ljubljenčkom. Vesoljci, to je vse. Nisem vedel, kaj so te stvari, zato sem jih dal v akvarij. Prepričan sem, da so vesoljci, samo poglejte, kako se premikajo. Ampak tako nora, kot je bila ta prva pošiljka, bomo morali kupiti še veliko več, če želimo napolniti celo to sobo. In ker to kupujemo na temnem spletu, ni nobenega zagotovila, da nas ne bodo ogoljufali. Morda ta morska bitja sploh ne bodo prispela živa. Pravkar sem oddal še 2 naročili na temnem spletu. Eno je za skrivnostno jeguljo, ki lahko zraste do 2 metrov, drugo pa je skrivnostna škatla z redkimi morskimi bitji. Ne vem, kako redka bodo ta morska bitja, a glede na ceno škatle $1000 bodo verjetno nekaj, česar še nikoli nismo videli. Po nekaj dneh čakanja sem prejel paket. Fantje, prepričan sem, da je to tista skrivnostna škatla. Nisem pričakoval, da bo to res prišlo, a je in je težko. O, moj bog, vidim kup rib, fantje, glejte tole, ima nalepko za nevarnost. To je res nora riba. Tega še nisem videl. Ker je nevaren, moramo biti previdni. Hitro sem si nadel rokavice in ga spravil iz vreče. Po pregledu sem ugotovil, da je ta riba strupena in ima ostre bodice po telesu. To je precej strašljivo. Upam, da druge ribe tukaj niso nevarne. Počakaj, mislim, da vem, kaj je to. Poglejte, imamo majhno napihovalko. Ta riba je želka, zraste zelo velika, a ta je še majhen mladiček. V škatli je ostala le še ena vrečka z najbolj noro ribo, kar sem jih videl. O moj bog, fantje. Mislim, da ima ta riba noge. Ne norim, kaj ne? Ta stvar ima dobesedno noge. Videti je kot križanec raka in ribe. Česa takega še nisem videl. Odločil sem se ugotoviti, kaj je ta stvar. Zato sem poiskal ribe z nogami in res, našel sem jo. Morski petelin uporablja noge za hojo po morskem dnu, za razliko od drugih rib, ki hodijo po kopnem. Točno to je naredil, ko sem ga dal v akvarij. To je najbolj cool riba, kar sem jih videl, in zdaj je naš ljubljenček. Ampak veste kaj, fantje? Pravkar sem se spomnil, da imamo tisto škatlo s skrivnostno jeguljo na poti in vsak trenutek bi morala priti. Po približno 1 uri sem končno dobil paket, ampak ko sem ga odprl, sem ugotovil, da je bila vrečka počena.
kar pomeni, da karkoli je notri, verjetno nima več veliko časa. Je še živ? Ne morem verjeti, še se premika. Kako noro. Ni bil v vrečki, ni imel vode, pa je še živ. Hitro ga dajmo v akvarij, preden umre. Akvariji se počasi polnijo, a čaka nas še veliko dela. Začel sem kupovati vse več paketov z temnega spleta, kot sta skrivnostna škatla z vesoljskimi ribami za $500 in škatla s smrtonosnimi raki. Nisem prepričan, kaj to pomeni, ampak živali, ki naj bi bile v tej škatli, izgledajo noro, zato sem moral to kupiti. Po tednu dni sem prejel oba paketa. Vsa morska bitja, ki smo jih kupili, so v redu. Zdaj pa poglejmo, kaj bomo dodali v zbirko. O, mislim, da je to iverka. Fantje, ta stvar je ogromna. To je vesoljska riba, a mislim, da ni vredna $500. Upam, da je v škatli še kaj bolj norega. Dobili smo še eno ribo. Vsaj mislim, da je riba. Izgleda kot palica, a se premika. Občutek je čuden. Kaj je to? To je še ena skrivnostna riba, ki je še nisem videl. Če jo poznaš, napiši v komentar. V škatli sta še dve najbolj nenavadni ribi. Ta vrečka je res težka, fantje. To je verjetno večja riba. Počakajte, mislim, da vem, kaj je. To tukaj se imenuje remora in pri teh ribah je nekaj zelo posebnega. Sprva se zdijo povsem običajne, ampak dejansko uporabljajo svojo glavo tukaj, da se prisesajo na morske pse. In samo sledijo jim naokoli. In ko morski pes nekaj poje, ti fantje pojedo vse ostanke. To je tako kul, sploh nisem vedel, da jih lahko imaš za hišne ljubljenčke. Najprej želim nekaj poskusiti, preden ga dam v akvarij. Poglejmo, če se bo prisesal na mojo roko. To je res strašljivo. Vau, poglej to, neverjetno. Prav zdaj se mi je prisesal na roko. To je res nenavaden občutek. Ko sem vzel zadnjo vrečko, sem opazil nekaj nenavadnega notri. Vau, poglejte to, fantje. Je to sploh riba? Naročil sem skrivnostno škatlo z nezemeljskimi ribami, a nisem pričakoval česa tako norega. Fantje, od kod so te ribe? Kaj takega še nisem videl. To je najbolj kul riba doslej. Mislim, da bo od zdaj naprej še bolj noro. Zato sem jo dodal v akvarij k drugi ribi z nogami. Neto smo odprli naslednjo škatlo in bili previdni. Poleg je bilo sporočilo. Previdno. Ves čas nosite rokavice. Živali lahko ščipajo, pikajo ali udarijo. Hvala za opozorilo, Fred. Vsako vrečko sem previdno odprl in nisem našel nič nevarnega. To je le kup rakov. Kaj je tu nevarnega? Potem pa sem opazil razlog, zakaj je bilo toliko opozoril. O moj bog, ali je to kozica bogomolka? Fantje, mislim, da ne razumete, kako noro je to. Na videz je navadna kozica, a ima najmočnejši udarec med živalmi, tako močan, da lahko razbije steklo akvarija. O, še eno sporočilo piše. Kozico bogomolko imejte v plastični posodi, drugače bo razbila akvarij. Se hecate? Ljudje, to je noro. V redu, prijel sem ga lepo in previdno. Prijatelj. Au, o moj bog, ste to videli? Dobesedno mi je udaril v prst. Na srečo sem ga uspel spraviti v posodo, ki sem jo dal v akvarij. Ampak ostanite z nami, ker se bo kmalu zgodilo nekaj norega. O, kaj pa imamo tukaj? O, počakaj malo. Mislim, da vem, kaj je to. Temu pravimo ognjena pokrovača. In kar je pri teh bitjih res kul, je to, da ko imajo odprta usta, lahko dejansko vidiš, kako gre elektrika naravnost skozen. Neverjetno. Kaj lahko počnejo morska bitja? Kot da imajo super moči. Nisem pa prepričan, če ga smem držati, zato gre raje v akvarij. Ostala nam je le ena vrečka v škatli. Mislim, da je to rak samotar brez hišice. To je žalostno. Nikoli nisem videl raka samotarja brez hišice. Imam idejo. Če damo to hišico v akvarij k raku samotarju, jo morda uporabi. Tako sem storil. Hitro jo je našel, zlezel vanjo in si jo naredil za dom. Kupili smo veliko smrtonosnih morskih bitij iz temnega spleta, a mislim, da nam manjka morski pes, ki ga je zelo težko dobiti. Pred kratkim sem našel spletno stran, kjer so ga prodajali in ga kupil. Zdaj ga odpremo in preverimo, ali smo bili ogoljufani. O moj bog, to je nova oprema Bass Fishing Productions. Preden preverimo, ali smo dobili morskega psa, sem moral povedati, da smo izdali novo kolekcijo. Imamo nove majice, nove kape, nove puloverje s kapuco. In naš najnovejši dizajn je ta logotip Fish Shield.
Res mi je všeč, poleg tega pa smo vsem izdelkom dodali tudi otroške velikosti. Za preverjanje obiščite bassfishingproductions.shop ali kliknite QR kodo. Zdaj pa preverimo, če smo res dobili morskega psa. Gremo. Sem živčen. Mislim, da smo ga dobili. Fantje, to je mladiček. Počakajte, ne premika se. Tukaj sem opazil, da je mladiček morskega psa mrtev. Poskusil sem vse, kar sem lahko, da bi ga oživil, a je bilo prepozno. Poskušal sem kontaktirati prodajalca, a se nihče ni oglasil. Zdi se, da so nas v tem videu prvič ogoljufali. Vprašanje pa je, kolikokrat se bo to še ponovilo. To me ne bo ustavilo, da ne bi kupil morskega psa za hišnega ljubljenčka. Kasneje v videu naročim še večjega. Naslednji oglas, ki sem ga našel, je nekoliko drugačen. Oseba pravi, da se seli in prodaja svojo zbirko rib. Vrste niso navedene, omenjene pa so redke in nevarne ribe. Torej, Tvegal sem, to kupil in čez nekaj dni je ta stvar prispela. to je daleč največji paket, ki smo ga prejeli, Tako da upam, da to pomeni, da so tudi ribe velike. Odprl sem škatlo in takoj sem videl kup rib notri. A ena mi je še posebej padla v oči. O moj bog, Poglejte, kako velika je ta riba, saj se hecate. Večja je od moje roke. Bil sem res šokiran. Moral sem pohiteti in ga dati v akvarij, saj je bila v škatli še veliko rib. O bog, zdaj je tu še levja riba. To je zagotovo tisto, o čemer so govorili, ko so rekli, da je ena od rib nevarna. Te ribe so izjemno strupene in ta je res velika. dajmo ga spraviti v akvarij, preden me piči. Tu je še veliko rib. Vlekel sem jih ven levo in desno, Ter našel pa si je glavo napihovalko, panterjevo kirnjo in skrivnostno ribo. In potem, ko sem jih vse dal v njihove nove domove, je bila v škatli le še ena riba. Oh, in ta je zagotovo največja od vseh. Mislim, da je to spet zebra jagulja. A ta je veliko večja. Poglejte, kako velike zobe ima. Prosim, ne ugrizni me. No, fantje, mislim, da lahko rečem, da je ta akvarij zaključen. Ampak zdaj bodo stvari postale veliko bolj nore. In to zato, ker sem pravkar prejel še 3 pakete. Vsaka škatla vsebuje naključno morsko žival, v oceanu pa je prek 200.000 vrst, zato je lahko karkoli. Vav, kaj je to? Ni žival, bolj kot rastlina. Se hecaš? Morda so me ogoljufali, ali sem tako mislil. Vidiš, vsaka žival ima listek z opisom. Ko sem ga prebral, nisem verjel. Basking morska zvezda. Počakaj, to je morska zvezda. Ne, ni. Ni šans, da lažejo. Pokazal ti bom, kako izgleda morska zvezda. V resnici je le rastlina. Počakaj, premika se. Morda je res morska zvezda. Fantje, to je noro. Zato imam rad te videoposnetke. Toliko živali obstaja, za katere nisem vedel. Zdaj pa jih imamo za hišne ljubljenčke. Mislim, da bom poiskal dom za to stvar. Nato odpremo naslednjo škatlo. Ne vem, kako bi bilo še bolj noro. O, ja, zdaj je postalo še bolj noro. Tukaj je še ena morska zvezda, fantje. Ta pa je ogromna. Zdi se, da ji manjka del noge. Ne vem, kako se je to zgodilo, a morskim zvezdam noge zrastajo nazaj, zato mislim, da bo v redu, še posebej, ker je ta tako velik. Mislim, da je edino mesto zanj veliki akvarij. Izvoli, prijatelj, uživaj v novem domu. 2 od 3 pošiljk sta že urejeni. Dobili smo le morske zvezde. Pričakoval sem eno v 3. škatli, a bila je prazna. Fantje, kako je to mogoče? To ni res? Počakaj, kaj piše? Nemogoče. Meduza. O moj bog, res ga vidim. Če pogledaš od blizu, je notri polno meduz. So kot nevidne. Fantje, nimam pojma, kam bom dal te stvari. Samo šalim se, točno vem, kam jih bom dal. Tako je, imam akvarij za meduze, fantje. Začrtoval sem vse vrste morskih bitij za ta video, kar je bilo pametno, saj meduze potrebujejo poseben akvarij za preživetje. Ostane le še, da te fante damo v njihov novi dom. Wow, res imamo meduze za hišne ljubljenčke. Zdaj me zanima, kaj bomo še našli na temnem spletu. Naletel sem na še en oglas na temnem spletu. Ta je bil najbolj nor doslej. Skrivnostna škatla z morskimi vragi. Fantje, obožujem morske vrage, so ene mojih najljubših. So plenilci iz zasede in mojstri kamuflaže, izgledajo kot iz vesolja. Ampak ta spletna stran izgleda tako sumljivo. Veste kaj, fantje? Kar bom to zdaj naročil, čeprav je bila spletna stran izjemno sumljiva. Paket sem prejel že 2 dni po naročilu. Na spletni strani je pisalo, da bi lahko bili v njem redki morski vragi, zato upam, da nisem bil prevaran.
O moj bog, fantje, mislim, da smo zmagali. Škatla je bila polna vrečk, kar pomeni, da smo dobili veliko morskih vragov, celo nekaj najredkejših na svetu. A pojavil se je problem. Mrtve so, fantje. Vsi morski vragi so mrtvi, ne premikajo se. Ne, zakaj se to dogaja? Tukaj sem bil popolnoma uničen. Mislim, noben morski vrag v škatli se ni premikala, ampak potem se je to zgodilo. Počakaj malo, si videl to? Mislim, da se je ta pravkar premaknila. No, prosim, povej mi, še vedno je živ. O moj bog, premika se. Moramo ga hitro spraviti iz vrečke, nima več veliko časa. Hitro sem ga dal v posodo in še enkrat preveril vse vrečke. In po nekem čudežu sem našel še 3, ki so bile še žive. Zdi se, da smo jih dobili 4 skupaj, vključno z 2 zelenima in 2 rdečima. Žal pa nekaj drugih ribičev ni preživelo. Ampak verjetno je to pač tveganje, ki ga sprejmeš, ko naročaš s temnega spleta. Zdaj je ostala samo še ena stvar, in to je, da jih dam v njihove nove domove in jih nahranim. Gledati te fante pri hranjenju je fascinantno. Z majhno stvarjo na glavi privabijo ribe, ki jih zaradi njihovega ujemanja s kamni sploh ne opazijo. Ko se riba približa, jo ribič udari in poje. Fantje bi lahko gledal ves dan, kako jedo. Še veliko akvarijev moramo napolniti. Pravkar sem prejel še en paket z najbolj smrtonosno ribo doslej. Tukaj je kamnita riba, najbolj strupena na svetu. To je največja, kar sem jih videl. En pik te ribe je smrtonosen, trenutno jo držim v rokah. Verjetno tega ne bi smel. Naj jo dam v akvarij, preden se kaj zgodi? Ti fantje so izjemno nevarni in mojstri kamuflaže, zato vsako leto nanje po nesreči stopi na stotine ljudi. Poglejte to, res izgleda kot kamen, kaj ne? Po nekaj dneh sem prejel še 2 paketa. Ena je skrivnostna škatla z morskimi ježki, druga pa skrivnostna škatla z grozljivo morsko golobrizgo. Poglejmo, kaj smo dobili. O, toliko vrečk z morskimi ježki. Imamo več vrst. Vijoličen, oranžen in bel. To je noro. V škatli smo našli 6 morskih ježkov, tudi zelo velike in nenavadne. Počakaj. Spomnil sem se, da so ti fantje zelo strupeni. Zdaj jih držim 10. To ni dobro. Vrnil sem jih namestil v nove domove in odprl naslednjo škatlo, polno pravih vesoljcev. Wow, kaj je to, fantje? Mislim, da je to morska kumara, a je roza. Prej smo na temnem spletu že kupili morske kumare običajne barve, zato je ta verjetno zelo redka. V naslednji vrečki sem našel še eno roza morsko kumaro, ki je bila precej večja. Potem pa je bila v škatli samo še ena vrečka. V njej pa nekaj, kar je bilo kot iz drugega sveta. Je to sploh žival? Fantje, kaj gledam? To je res čudno. Imamo nekaj kot mavrično kepo. Česa takega še nisem videl. Iskreno ne vem, kaj naj storim. Dal sem jih v vodo in čez nekaj minut je iz telesa prišla glava, podobna vesoljcu, ki se je začela premikati. Wow, fantje, res strašljivo. Če veste, kaj je to, komentirajte spodaj. Ampak to je bilo vse za to škatlo. Zdaj pa mislim, da je čas, da naročimo precej večje živali. Pred nekaj dnevi sem našel to spletno stran, ki je prodajala pošastno ribo iz oceana za $1000. Tako da sem tvegal in kupil 2 od njih. In glejte, kaj je pravkar prispelo. Tako sem živčen. Res upam, da so tukaj notri kakšni morski psi. Počasi sem odprl škatlo in žal nisem videl nobenih morskih psov. Vendar pa sem opazil nekaj še bolj norega. Počakaj malo, ali so to zmajevske jegulje? O moj bog, ogromne so. Zmajevske jegulje so najredkejše in najdražje na svetu. Ime so dobile, ker izgledajo kot zmaji, največje, kar sem jih videl. Običajno me ni strah držati stvari, a tile me res spravljajo ob živce. Imajo ostre zobe in so zelo agresivni, zato moramo biti previdni pri vstavljanju v akvarij. Zdaj so notri. Dobili smo manjšega. Poglejte te zobe, res strašljivo. O moj bog, poskuša me ugrizniti, poglejte, šel je med kamne. Ta akvarij je idealen, saj ponuja veliko jam in cevi za skrivanje. Gremo po večjega, evo ga. O moj bog, poglejte ga, tako velik je, da mi bo še vrat zlomil. Strašljivi so, a tudi lepi. Ampak še vedno ni morski pes, zato mislim, da bomo poskusili še enkrat, prav? Zelo hitro, preden poskusimo kupiti tistega morskega psa. Prišel sem preveriti bogomovko kozico in je ni več, ni je v posodi. O moj bog, mislim, da je preluknjala posodo. Moram kupiti novo posodo.
A najprej poskusimo kupiti morskega psa. Ko sem za ta video brskal po temnem spletu, sem večkrat naletel na sumljivo stran, ki naj bi prodajala morskega psa. Mislim, ni bilo nobenih slik, nobenih informacij. Ampak mislim, da moramo to narediti, nimamo druge izbire. Po nakupu sem čakal več kot teden dni In ni bilo nobenega znaka morskega psa. Iskreno, začel sem izgubljati upanje. Potem pa se je to zgodilo. Pravkar sem prejel paket in menim, da je to morski pes. Prosim, bodi noter, potrebujemo ga. O moj bog, mislim, da ga imamo. Poglejte to, fantje. Ni mogoče, res smo dobili morskega psa za hišnega ljubljenčka. Ne morem verjeti, fantje, in ta je kar velik. Ne vem, kateri morski pes je to. Če veste, napišite v komentar. Mislim pa, da vem, kje mu je mesto. Veste, ko sem načrtoval ta video, sem kupil ta akvarij prav za morskega psa. Torej, brez odlašanja, spravimo ga v njegov novi dom. O moj bog, res dobro izgleda. Zdaj lahko rečem, da je moja garaža polna smrtonosnih morskih bitij. Zdaj bom naredil še bolj noro stvar. Spalnico bom napolnil z najbolj smrtonosnimi insekti, ki jih lahko najdem, ter jih poskušal imeti kot hišne ljubljenčke. Moji novi ljubljenčki, tudi zelo strupeni pajki, ki lahko ubijajo v minutah. Velikanski raki, za katere je znano, da jedo ljudi, žuželke, ki svetijo v temi in izgledajo kot iz grozljivke, ter še veliko drugih norih insektov, ki ti bodo vzeli sapo. To je verjetno najbolj neumna stvar, ki sem jo naredil. Morda se sprašujete, zakaj, in odgovor je precej preprost. Veste, vedno so me fascinirale živali, razen insektov, ki se jih v resnici zelo bojim. Zato sem si rekel, da bom premagal strah tako, da napolnim sobo z najbolj norimi, najredkejšimi in smrtonosnimi insekti na svetu. In že smo prejeli prvega. To pošiljko sem naročil pred nekaj dnevi in insekt, ki bi moral biti tukaj notri, je izjemno nevaren. Moram biti zelo previden, ko ga odpiram. Gremo, fantje, res sem živčen. Mislim, da ga vidim v posodi. O moj bog, premika se, fantje, ne morem verjeti. Dejansko smo ga dobili. V posodi je bila črna vdova, ki je znana tudi kot 6. najbolj strupen pajek na svetu. Ugriz tega pajka te lahko spravi v bolnišnico, včasih celo paralizira ali ubije. In zdaj ga imamo za hišnega ljubljenčka. Super. To je res kul. O bog, zdaj poskuša pobegniti, čeprav je že ena črna vdova strašljiva. Ko sem jo pobližje pogledal, sem odkril nekaj grozljivega. Fantje, mislim, da je ta črna vdova breja. Poglejte, kako je debela, zagotovo ima notri 100 mladičev. Počakajte, hej Siri, koliko mladičev ima črna vdova? Črne vdove imajo lahko do 900 mladičev. O moj bog, ja. Kot vidiš, sem bil potem kar malo prestrašen. Na srečo bo še nekaj časa, preden se mladiči črne vdove izležejo. Za zdaj jo bomo dali v nov dom in opazovali. Upam, da bomo do konca videa imeli svojo vojsko črnih vdov. Našel sem spletno stran, ki prodaja skrivnostno škatlo s tarantulami. Obstaja veliko vrst tarantel, nekatere so tako velike, da jedo ptice, druge pa tako redke, da stanejo več kot 10 000. Kupil sem jo in čez teden dni prejmem škatlo na vrata. Morda se mi meša, a mislim, da jih slišim, kako se plazijo sem. O moj bog, to je strašljivo. Previdno sem odprl in videl 5 posod, v vsaki naključna tarantela. Nato se je pojavil problem. V nekatere posode ne morem pogledati, ker so pajčevine goste. Te bomo morali odpreti, če želimo najti tarantele. Ker so vse tarantele strupene, sem si nadel rokavice, da me ne bi katera ugriznila. In ko sem pobrskal po prvi posodi, se je to zgodilo. O, počakajte, tam je, fantje. Vidim ga v redu, v resnici je kar velik. Nimam pojma, kakšna tarantela je to, ampak izgleda strašljivo. V tem videu bom premagoval strah pred insekti in večino jih poskušal prijeti. Zato upam, da me noben ne ugrizne. Pogumno sem prijel tarantelo. Čeprav me ni ugriznila, sem bil še vedno precej prestrašen. Še vedno me čaka dolga pot do premagovanja strahu pred insekti. Ko sem ga vselil, sem odprl še en zabojček, ko se je nenadoma zgodilo. O ne, pobegnil bo. Ne, beži stran. O moj bog, zdaj. Na srečo sem ga uspel izslediti, ga prijel in ga spravil v njegovo terarij, brez da bi me ugriznil. No, fantje,
Šele pri tretji žuželki smo in že mi je žal, da sem začel ta video, pa je to dobesedno nič v primerjavi z ostalimi žuželkami, ki jih bomo dobili kasneje. Ampak za zdaj smo imeli v škatli še 3 posode. Tako sem jih odprl in našel še 3 vrste tarantul, ki jih še nikoli nisem videl. Res so bile videti kul. Uspešno sem držal vse 3 hkrati, niso me ugriznile in so bile precej prijazne. Ne morem verjeti, da to govorim, ampak v naslednjih nekaj dneh sem res užival, ko sem imel te fante za hišne ljubljenčke. Mislim, gledati jih, kako pletajo svoje mreže, je bilo res fascinantno. In čeprav je bilo gledati jih med hranjenjem popolnoma strašljivo, je bilo hkrati tudi precej kul. Morda sem premagal strah pred tarantulami, a kasneje uvidel. Kupil bom največjo na svetu, zato kdo ve, ali bo tako prijazna kot te. Za zdaj pa smo se morali osredotočiti na to, da napolnimo preostali del sobe z najbolj smrtonosnimi insekti, kar jih lahko najdemo. Zato sem se odpravil v svojo lokalno trgovino za hišne ljubljenčke, da vidim, kaj imajo tam. Ogledal sem si različne insekte, izbral 3 najbolj nore in jih kupil. Zdaj se vračam domov, da vam jih pokažem. V trgovini za hišne ljubljenčke sem najprej vzel zabojček, a sprva nisem nič videl. Ko sem ga bolje pogledal, sem opazil tipa, ki je mladič stonoge Salomonovih otokov. In so izjemno strupene, tako strupene, da je znano, da so ubile ljudi. Vem, da sem rekel, da bom danes držal nekaj žuželk, ampak tega tipa ne, ker nočem umreti. Previdno sem ga dal v novi dom, kjer se je takoj zakopal in izginil. Nisem prepričan, če ga bomo še videli. Zdaj je bil čas za naslednjo posodo, v kateri je bilo nekaj norega. To je bogomolka, ki ni nevarna za ljudi, a smrtonosna za druge žuželke. Bogomolka je znana po agresivnosti in odličnem lovu. Z izjemno ostrima kopjama in glavo, ki se lahko obrne za 180 stopinj, te žuželke premagajo skoraj vse. Čeprav so strašljive, me ni strah. Vedno sem si želel bogomolko za ljubljenčka, zato je to super. Takoj sem jo dal v njen novi dom. In nadaljevali smo z zadnjo posodo v vrečki, v kateri je bil daleč najbolj strašljiv insekt. To je škorpijon, vendar ne kar vsak škorpijon. Ta je dejansko breja in ima v sebi okoli 100 mladičev, in če pogledate res od blizu, lahko dejansko vidite jajčeca v njenem trebuhu, kar je res noro. Zdaj imamo poleg breje črne vdove še brejega škorpijona. Kaj boš naredila z vsemi temi mladiči? Nimam pojma. To bi moral ugotoviti, a zdaj o tem ne razmišljajva, saj imava še veliko praznih terarijev in žuželk za kupiti. Našel sem spletno stran, ki prodaja žametnega črva, ki je izjemno redek in ga je težko najti. Ker so redki, je v njih malo informacij in jih skoraj nihče nima za ljubljenčka. Ko sem videl, da ta spletna stran prodaja enega, sem vedel, da ga moram kupiti. Ampak ti fantje so nekaj posebnega, niso navadni črvi. Pravzaprav imajo super moč, veš? Žametni črv je znan po tem, da lahko izstreli sluz iz svoje glave, ki se prilepi na plen in ga ohromi, kar žametnemu črvu omogoči, da ga ujame. Ker so tako počasni. Tako sem naročilo oddal in po nekaj dneh čakanja je prispelo. Previdno sem odprl škatlo in takoj opazil posodico, v kateri je bil žametni črv in bil je živ. O moj bog, to je res kul. Ta stvar izgleda kot mali vesoljec. Prepričan sem, da smo redki, ki imamo kaj takega za hišnega ljubljenčka. Kot sem rekel, so zelo krhki, zato jih ne prijemam dosti. Zdaj ga bom prestavil v nov dom. To je bila ena najkuli stvari, kar sem jih videl. Nadaljevati smo morali, saj nas čaka še veliko terarijev za napolniti. Zato sem spet šel na splet in naslednja žival, ki sem jo našel, še ni bila insekt. Imenujejo se krvavi črvi in so verjetno najbolj grozljive in ogabne stvari, kar sem jih videl. Ampak sčasoma se ti fantje spremenijo v nekaj, kar imenujemo trzača, ki pa je žuželka. Zato sem kupil ne enega, ne 2, ampak 12 teh črvov. Nisem prepričan, zakaj je to slaba ideja. A bilo je prepozno, zato sem počakal nekaj dni, nato so se pojavili pred mojimi vrati. V redu, fantje, krvne črve imam tukaj. Zelo sem živčen. Res nimam pojma, kaj naj pričakujem. Še nikoli nisem videl krvnega črva. Naredimo to kar tukaj. Gremo. 3, 2, 1. O, v redu. Tukaj je kup morskih alg. Morda so spodaj. Počakaj, ja, tam so. O, moj bog, te stvari so res ogromne. Fantje. Fuj. Vau, kaj za vraga si videl to? Kaj je ta pravkar naredil? Samo kot da je iztegnil svoja usta.
O, to zdaj res grozljivo izgleda. Ne vem, če ste videli to, ampak če pogledate res od blizu, lahko dejansko vidite to. Krvni črv ima usta, ki jih iztegne iz telesa, in v njih so 4 zelo ostri, strupeni čekani, s katerimi se prisesa na plen. Ja, mislim, da jih ne bom držal v rokah. Namesto tega uporabim te pincete, da jih poberem, tako jih lahko bolje pogledamo. Te stvari so ogabne, kaj sploh gledam? Noro, kako znova iztegujejo gobce. Poglej, kako dolg je ta zdaj. Dal sem jih v mali zabojček in bilo je res čudno gledati, kako se premikajo. Ta posoda je očitno premajhna za vse krvne črve, ki dejansko živijo v slani vodi. Napolnil sem večji akvarij z morsko vodo in vanj dodal vseh 12 krvnih črvov. In ja, mislim, da lahko rečem, da so to bila najbolj strašljiva bitja, ki smo jih do zdaj kupili, ampak postalo bo še bolj noro. Ampak preden gremo, kupimo še več insektov. Preveril sem brejo črno vdovo in našel tole. Fantje, je to, kar mislim. Mislim, da je pravkar izlegla jajčece. Na dnu terarija je majhna bela kroglica in prej je ni bilo tam. Zato sem jo previdno pobral. To je bil jajčni zapredek, ki bi lahko vseboval do 900 mladičev črne vdove. Če želimo, da se izležejo, jih moram dati v poseben zabojček, sicer jih bo mama lahko pojedla. Zdaj nam preostane le čakanje in upanje na pajkove mladiče. Ob misli, koliko jih je, sem nervozen. Zato sem šel v drugo trgovino za hišne ljubljenčke. In ta trgovina je imela veliko več insektov kot prva. Dejansko jih je bilo toliko, da so imeli celo poseben prostor namenjen samo žuželkam. 2 insekta sta mi posebej padla v oči, zato sem ju kupil in šel domov. Zdaj. Ta insekt je najredkejši, kar smo jih kupili. Vedno sem si ga želel, čeprav insekte sovražim. Toda preden vam pokažemo tistega, smo dobili še nekaj drugega, in to je veliko bolj strašljivo. In to je stonoga, vendar ni kar ena stonoga. Ta je zdaj dejansko modra. Še nikoli nisem videl modre stonoge. Zato sem vprašal enega od delavcev, ali je nevarna, in so rekli, da zelo je nevarna. In rekli so mi, naj je ne držim, zato jo bom vseeno prijel. Ja, nisem lagal, ko sem vam prej rekel. Poskušal bom prijeti čim več insektov v tem videu. Morda bom tako premagal strah pred insekti. Ni izjema. Le zagrabiti ga moram za glavo. O moj bog, imam ga. To je strašljivo, fantje, o moj bog. Njegove klešče so zdaj tako ostre, kot lahko vidite, ga držim tik za glavo. Ne more me ugrizniti, ker bi mi ubrizgal strup, kar ni dobro. Čeprav ne more ugrizniti, ima res ostre klešče. O moj bog. V redu, spravimo ga v njegovo terarij. Na srečo sem ga uspel spraviti v terarij, ne da bi me ugriznil, in recimo, da ni bil zadovoljen. Z enim insektom sem opravil, kar pomeni, da je bil v vrečki še eden, in kot sem rekel, je bilo to popolnoma noro. Imenuje se pajek zloputo in prepričan sem, da lahko uganeš, zakaj se tako imenujejo. V bistvu so znani po tem, da naredijo majhne luknje v zemlji s pastnimi vrati na vrhu. In ko začutijo majhne vibracije manjših insektov, ki hodijo naokoli poleg njihove luknje, skočijo iz zemlje in jih zgrabijo, zaradi česar so pravi mojstri zasede. Kako cool je to! Fascinantno, kako pametni so ti insekti, da se sploh domislijo česa takega in izdelajo tako zapletena pastna vrata iz mreže. Ta bitja so res posebna in neverjetno je, da imamo enega zaljubljenčka. Zdaj ga moramo le še preseliti v nov dom. V naslednjih dneh bo začel delati na pastnih vratih. Opazil sem ga, kako je kopal luknje za skrivanje in prežanje na plen. Potreboval je nekaj dni, a na koncu je bilo končano in past je bila pripravljena. Zato sem se odločil, da vržem noter nekaj čričkov, da vidim, ali bo pajek dejansko uporabil pastna vrata. Ne, očitno ni bil lačen, saj sem tukaj sedel ure in se ni zgodilo nič. Ker imamo še veliko terarijev, smo potrebovali več žuželk, zato sem našel spletno stran s skrivnostno škatlo redkih žuželk. Ko naročiš eno, ne veš, kaj dobiš, ker je skrivnost. Ker je več kot 5 milijonov vrst žuželk, sem kupil 5 škatel, da vidim, kaj dobim. Ne bom ničesar razkril, a bom to gotovo obžaloval. Čez nekaj dni sem prejel vseh 5 paketov, odprl prvega in našel to. O ne, o moj bog, so to ščurki, fantje. Poslali so mi ščurke. Zakaj bi to naredili? Sovražim ščurke. So dobesedno moj najmanj priljubljen insekt na svetu. Tako so ogabni. To niso bili navadni, ampak madagaskarski sikajoči ščurki, ena največjih vrst na svetu.
Ker imam ščurke tako rad, sem se odločil, da jih dam v to ogromno ogrado. Tako bodo imeli veliko prostora za gibanje. Ne, počakaj. Pozabil sem na bradate zmaje, ki jedo vse ščurke. Oprostite, fantje, ne bom imel ščurkov za hišne ljubljenčke. Ja, pojdimo kar odpreti naslednjo škatlo. Oprostite. V drugem paketu je bilo nekaj, kar se imenuje bičasti škorpijon. In ti fantje izgledajo res noro. Videti so kot križanec pajka in škorpijona, a so kljub strašnemu videzu neškodljivi. Zato sem se odločil, da ga kar poberem in ga dodam v njegov novi dom. V redu, to sta 2 insekte manj, kar pomeni, da imamo še 3 pred sabo. In iskreno, upam, da tukaj ni več ščurkov. V škatli številka 3 ni bilo ščurkov, ampak nekaj podobnega, izopodi. Iskreno, nisem prepričan. Nisem prepričan, katera vrsta so, saj obstaja več kot 10 000 vrst izopodov, od mikroskopskih do tistih, ki živijo globoko v oceanu in zrastejo prek 30 cm. Menim, da so ti fantje res kul. Prestavimo jih v novi dom, nato nadaljujmo s škatlo 4. Ko sem jo odprl, sem notri opazil nekaj res nenavadnega. Fantje, kaj sploh gledam? Pred sabo imam plastične posodice s papirnatimi brisačami, vendar v njih nič ne vidim. Naj bom zaskrbljen. To je res čudno, fantje. Kaj, če je notri kup črnih udov? To je tako strašljivo, veste kaj. Gremo, bom jih odprl. Previdno sem odprl posodico, izvlekel papirnato brisačo, a v njej ni bilo nič. Razvil sem papirnato brisačo in v njej našel tole. O moj bog, tam je pajek. Fantje, kakšen pajek je to na moji roki? Je strupen? Ni črna vdova, spominja na tarantelo. Počakaj, torej mi praviš, da je v vsakem zabojčku tarantela. Kaj naj sploh naredim z njimi? Iskreno nisem vedel, kaj bom naredil. Ampak za zdaj sem se odločil, da odprem vsak zabojček in odstranim pajke enega po enega. Na koncu sem jih preštel približno 25, torej 25 mladičev tarantele. In ker jih je bilo toliko, sem se odločil, da kar cel zabojček postavim v terarij. Tako bodo lahko sami prilezli ven. Ko sem to opravil, sem prešel na 5. paket, ki je imel najbolj nore insekte od vseh. Kaj za vraga so to, fantje? O moj bog, zdi se, da imamo tukaj veliko velikih bogomolk ali nekaj podobnega. Tako sem mislil, dokler nisem videl tistega. Na posodi je pisalo, da so ti fantje avstralski bodičasti paličnjaki, pa sploh nisem vedel, da obstajajo. Prepričan sem, da lahko ugotovite, zakaj jim pravijo paličnjaki, saj resnično izgledajo kot palica. Mislim, poglejte, kako dobra je njihova kamuflaža, popolnoma se zlijejo z okolico. Nakup teh skrivnostnih škatel se je izplačal. Čeprav smo morali prebroditi ščurke in male pajke, smo dobili 3 kul žuželke, ki so mi zdaj najljubše, a nas čaka še nekaj. In recimo, da sem najboljše prihranil za konec. Prej v videu sem kupil skrivnostno škatlo s tarantulo in rekel, da bom kasneje poskusil kupiti največjo tarantulo na svetu, ptico jedo tarantulo. No, pred kratkim sem naletel na nekoga, ki jo je prodajal, zato sem jo moral kupiti. Previdno sem odprl škatlo in takoj opazil tarantulo v posodi. Bila je ogromna. Ker so pticojede tarantule znane po agresivnosti, sem si za vsak slučaj nadel rokavice, če bi me ugriznila. V redu, imam jo. O moj bog, tresem se. Ta tarantula je ogromna in ne izgleda srečna, pa je največja, kar sem jih kdaj videl. Zrastejo še večje, ta še ni odrasel, kar je strašljivo. Ta me res spravlja ob živce. Mislim, da bi ga morali dati v terarij. O moj bog, vidiš to? Kako veliki so njegovi čekani. Če bi vedel za take zobe, ga ne bi držal. Pojdi noter, ogaben si. Na spletu sem našel oglas, kjer je nekdo prodajal enega najbolj strašnih insektov, kar sem jih videl. Tako da sem ga seveda kupil in že čez nekaj dni je prispel. Prav, gremo, fantje, odprimo ga. Zaradi tega sem izjemno živčen. Mislim, da ga vidim. Je v posodi. To je kamelja pajkovka, eden najbolj strašljivih insektov, a ti fantje so posebni. Poglejmo, ugasnimo vse luči. Veste, ko je zunaj tema in imate nekaj, kar imenujemo ultravijolična svetilka, bo kamelja pajkovka dejansko žarela. Ja, ne vem, kako je to mogoče, ampak je res kul. Takoj sem ga dal v terarij in takoj je zlezel v to jamo, kar je bilo res kul. Potem pa sem nadaljeval iskanje norih žuželk na spletu, ko sem našel najbolj noro žival do zdaj.
O moj bog, ste pripravljeni? Sem v šoku. Saj sem pravkar odkril žival na prodaj, za katero nisem vedel, da je lahko hišni ljubljenček. Odločil sem se za nakup in upal, da ni prevara. Po nekaj dneh paketa še vedno ni bilo, zato sem začel izgubljati upanje. Končno je prispel in čas je, da ga odprem. Gremo, fantje, poglejmo, ali smo bili prevarani. Mislim, da ga vidim, fantje. Tokrat nismo prevarani. Zdi se kot puščavniški rak, a je nekaj bolj norega. Pravzaprav se imenuje kokosov rak in je največja vrsta kopenskega raka na svetu, ki lahko zraste do 1 metra v dolžino. Ampak to še ni vse. Ti fantje so znani tudi po tem, da jedo ljudi. Ja, prav ste slišali. To je dobesedno človekojedec in zdaj ga imamo za hišnega ljubljenčka. Kako kul je to, a ne? Tudi močan je, fantje. Res ga ne morem pripraviti, da bi spustil ta zabojnik. O, evo, uspelo mi je. Spustil je. Končno. Ne morem verjeti. Ravno zdaj. Držim kokosovega raka in me poskuša uščipniti. Au, dobil me je in drži. Fantje, prosim, spusti, to res boli. O, v redu, spustil je. Fantje, poglejte moj mezinec, dobesedno me je prerezal. Dal sem ga v nov dom in šel naprej. Neto sem našel spletno stran, ki je prodajala skrivnostno škatlo s smrtonosnimi pajki. Na spletni strani dobesedno piše, da te pajki v tej škatli lahko dejansko ubijajo. Torej tega verjetno ne bi smel kupiti. Ampak bom, ja, prav ste slišali. Kljub temu sem ga kupil in že čez nekaj dni je prispel. Vsaka škatla vsebuje 2 smrtonosna pajka. Previdno sem vzel prvi zabojček in opazil nekaj v notranjosti. Najprej sem mislil, da je črna vdova, a bližje sem videl, da je rdeča vdova, ki je enako strupena. To je noro, ljudje. Še nikoli prej nisem videl takega pajka, a že samo dejstvo, da bi lahko en ugriz tega pajka bil življenjsko nevaren, je naravnost strašljivo. Zdelo se mi je prav, da ga dam v terarij k črni vdovi. Zdaj je bil čas za drugo posodo z nečim še bolj smrtonosnim. Fantje, prepričan sem, da je to rjavi samotarec. Če ne veste, so ti pajki 4. najbolj strupeni na svetu, celo bolj kot črna vdova. Jajčejce črne vdove se še ni izvalilo, ko bo, sporočim. Za zdaj moramo rjavega samotarca prestaviti v terarij. In mislim, da je ostala le še ena stvar, in to je, da prespim tukaj. Prav, lahko noč sem. Naj vas posteljne stenice ne pičijo, razumete, ker so to žuželke. Oprostite, veste kaj? Grem kar spat zdaj. Lahko noč. Zdaj, ko smo uradno kupili vse smrtonosne živali z temnega spleta, jih moram nahraniti, kot sem obljubil na začetku videa. Ker je tu veliko različnih živali, potrebujemo veliko hrane. Zato imamo gupije, čričke, črve, sadne muhe, kozice in miši. Pri tem mi pomaga punca Helen. Ona bo hranila smrtonosne in strašljive živali, jaz pa prijazne. Kaj, prosim? Začnimo. Najprej smo dobili skrivnostno škatlo z nenavadnimi morskimi bitji, ki smo jih dali v akvarij. Po videu sem opazil veliko komentarjev, da morajo biti morski konjički sami, da ne tekmujejo za hrano in lahko jedo. Odstranil sem večino rib, jih prestavil drugam in akvarij namenil morskim konjičkom. Zdaj jih bomo nahranili s slaniki, njihovo najljubšo hrano. Poglejte, oba sta tam, dajmo hrano noter. Gledati ju, kako jedo, je zabavno, ker nista najboljša plavalca. Mislim, da že vohata hrano. Poglej ga, prijatelj, uspelo ti bo. Niso dobri plavalci, zato morajo čakati, da jim hrana pride mimo. Ker iskanje hrane traja, jih pustimo pri miru in gremo nahraniti naslednje živali. V naslednjem akvariju so žabe Pipa. Fantje so odlični v kamuflaži, zato jih takoj ne opaziš. Skrivajo se pod listi tukaj in v glavnem videu. Naš cilj je, da jih spodbudimo k razmnoževanju, ker ko imajo mladiče, ti dobesedno prilezejo iz njihovih hrbtov. In to je res noro videti, o moj bog, ravno zdaj so drug ob drugem. Morda se noče motiti. To je dober znak. V naslednji ogradi imamo velikanskega kopenskega raka. Ta tip je res nor. Danes smo ga že nahranili. Obožuje banane in drugo sadje, sicer mu gre dobro. Kot vidite, ima svojo jamo rad. Tam si je naredil luknjo in redko pride ven, razen po noči. Včasih malo koplje, zdaj je res kul. Helena, zdaj si ti na vrsti, da ga nahraniš, ker je zelo smrtonosen. Srečno.
Kot lahko vidite, na tem akvariju piše: prosim, ne dotikajte se. In to zato, ker imamo tukaj kameno ribo, najbolj smrtonosno ribo na svetu. Če vas piči, vas bo ubil. Moramo biti previdni. Tukaj imam njegovo najljubšo hrano, noter bomo vrgli nekaj gupijev in opazovali, če jih bo pojedel. Poskušamo najti največjega, ker jih ne moramo vse dati noter, se moramo nahraniti še veliko drugih živali. Verjetno bi moral uporabiti klešče, da te ne piči. To je verjetno dobra ideja. Tako, fantje, dobila sem velikega. Zdaj je čas, da ga dam notri in ga nahranim. Postavi ga pred obraz in malo potresi. Oh, bog. O moj bog, je jedel. Ja. To je bilo tako hitro. Oh, moj bog. Jezus. Ne morem verjeti, da sem dala roko noter. Mislim, da sem pomežiknil, ker tega nisem videl. Ne morem verjeti, da sem to naredila, bilo je res strašljivo. Pred nami je še veliko smrtonosnih živali, zato nadaljujemo. Naslednja je smaragdna drevesna boa, ena najbolj agresivnih kač na svetu. Nahranili smo ga s podgano, Ki jo je takoj napadel in pojedel. Nato smo šli k ptičje jedi taranteli. Ptičje jeda tarantela lahko poje veliko stvari, a nimamo ptic, ki so verjetno njegova najljubša hrana. Poskusili ga bomo nahraniti z nekaterimi od teh. To so rogate gosenice, ena njegovih najljubših prigrizkov. Poglejmo, če je lačen. Prav zdaj je čas, da nahranimo tarantelo. Kot vidite, je čisto v tistem kotu, zato bom kar vrgla to majhno gosenico noter in upam, da jo bo ujel. Mislim, da jo je ujel. O moj bog, pojejo, grozno. Pustimo to in gremo naprej k eni mojih najljubših živali. Albino želvi grizalki, eni najredkejših živali, kar smo jih imeli v videu. Tip je stal $3000 in obožuje miši. Imam vrečko in videli bomo, koliko jih bo pojedel. Zdaj ga bom nahranil. Ker je tudi s temi kleščami to pravzaprav zelo nevarno, Saj lahko skoči iz vode in sune z glavo proti plenu. Že večkrat je zgrešil miško in skoraj prijel moj prst, zato moramo biti previdni. Lačen je. O, vidijo. Poglej to. Tukaj prihaja, o moj bog. O, zagrabil jo je. Kaj za vraga počne? O, zdaj gre. Pogoltnil je celo stvar. Fantje. In kot sem rekel, veliko poje, zato mu bomo dali še eno. Prav, tukaj je še ena. O moj bog, o Jezus. To je res noro. Če bi bil to tvoj prst, bi ga prelomil. Fantje, predlagajte ime za albino želvo grizalko. Mislim, da ga še nimamo, ampak je res kul, zato definitivno potrebuje ime. Prav, tukaj je še eden, prijatelj. Moraš postati velik in močan. To je noro. Koliko jih bo pojedel? Zanj to ni nič, hoče še več. Dali mu bomo še enega. Pojedel bi jih 100, če bi bilo po njegovo, ampak ne smemo mu dovoliti, da postane debel. To ne bi bilo dobro. Poglej to, to je noro. Kaj je bilo to? 4 miši naenkrat, kot da ni nič. Ti si res požeruh, prijatelj. Dober tek. Gremo naprej k naslednjemu, ki je, mislim, moj najljubši. Ti 3 terariji so vsi za posebne kuščarje. Kuščarji, ki spominjajo na dinozavre. Začnemo s tole samico. Azijski vodni varan, drugi največji kuščar na svetu. Ona je res prava ljubica, fantje. Po snemanju sem se vanjo zaljubil. Je prijazna, mirna in krotka. Sedela bo na moji glavi in se družila z mano, kar je super. Ko pa bo dosegla 3 metre, razmišljamo o izgradnji zunanje ograde. Če želite to videti, komentirajte spodaj. Lahko bi ji naredili ribnik znotraj ograje, saj rada plava. Tako kot hlastače želve, tudi ona je miške. Včeraj sem jo nahranil, zato ne vem, če je lačna, a bomo poskusili. Poglejte, samo pleza po meni kot drevo. Poskusil jo bom nahraniti, čeprav je na rami. Tudi ti kuščari so strupeni, upam, da me ne ugrizne. Ojoj, glejte to, pleza mi po glavi. Evo, gre naprej. Poglejte, to je noro. Zdaj jo damo nazaj v ogrado, da prebavi. Evo, gre. Nadaljujemo k naslednji. To je res kul, ker je naš panterjev kameleon sredi levitve. Poglejte, kako noro izgleda, ko menja kožo. Imamo vrečko čričkov samo zanj. Svoj jezik izstrelijo do 3-kratne dolžine telesa, kar je res kul. Zdaj bomo videli, ali je lačen. Ne vem, ali je lačen, ampak zagotovo je žejen. Poglejte, kako pije. Zdaj je čas za hrano. Prijatelj, tukaj imaš nekaj čričkov. Poglejte to. Takoj se je spravil nanje. Res je čudovit, še posebej po levitvi. O moj bog, ali ga je ujel? Mislim, da ga je v resnici zgrešil. O, tukaj. To je bilo noro. To je tako kul. Obožujem, da imam kameleona za hišnega ljubljenčka.
O, ali je ujel še enega? Ja. Ta tip je pravi prašič. Pojedel bo vse čričke, ki jih dobi. O, gre še po enega. In že gre. To je noro, fantje. Vse te živali so kot prašiči, jedli bodo brez konca. Prav, prijatelj, pustili te bomo pri miru in gremo naprej k naslednji živali. Naslednji je kajmanski kuščar, ki je podoben aligatorju, saj večinoma živi v vodi in doseže dolžino do 1,5 metra. Poglejte, to je dobesedno dinozaver. Fantje, poglejte luske na hrbtu, zgleda kot zmaj. Ti kuščari imajo radi polže, jaz pa sem jih včeraj zmanjkal, zato ga danes verjetno ne bomo hranili, a mu gre dobro. Tako kot pri azijskem vodnem varanu, mislim, da mu bomo zgradili. Velika zunanja ograda, res bo kul. Fantje, imeli bomo mini živalski vrt, a za zdaj nazaj v ogrado. Naslednja žival je v tem malem akvariju, kača z rilcem slona. Pravzaprav jo vidim tukaj. Običajno jo je težko najti, ker rada sedi med kamni. O, poglejte to, mislim, da prav zdaj je. Zdi se, da je pravkar pojedel kozico, fantje. Podobno kot pri kamniti ribi, vedno imamo notri majhne gupije in kozice, da lahko je, kadar želi. Ampak poglejte, kako kul je ta mala kača. Ti fantje zrastejo celo do 3 metrov, kar bo noro. Ampak za zdaj je samo ta prikupna mala kačica. Prav, prijatelj, ne bom te motil. Vem, da si jedel svojo kozico v akvariju. O moj bog, to je zdaj res kul. Nato smo v videu kupili skrivnostno škatlo z noro zanimivimi insekti. Tukaj je velikanski stonok, res noro, kako je ogromen. Poleg njega imamo v škatli še majhnega bičaša. Au, ta kaktus bode, vidiš ga zadaj. Vrgel smo nekaj čričkov noter, jih bo pojedel sam, ponavadi po noči. Tukaj so bogomovke, škorpijoni, vinagaruni, ki iz repov izstrelijo kislino, in velikanski hrošč. Najbolj zanimivi na mizi so ti fantje, nekaj strupenih žabic in helena. Naj jih nahraniš, ker so nevarne. Dotik lahko ubije. Torej. Ja, popolna naloga zame. Kar daj, ja? Za te fante imamo vinske mušice, kar je zanje popolno. Na embalaži je puščicasta žaba. Žabice so še mehne, zato je ta hrana zanje popolna, da se ne zadušijo. Ponudimo jim jo? Pazi, ne dovoli jim pobegniti. Koliko jih je? Poglej pokrov, vse so sadne mušice. Malo jih stresi ven, močneje. Ja, tako, nadaljuj. Oh, res so zataknjene notri. V redu, evo, to je dobra količina. Poglejmo, če bodo jedle. O, poglej to, tam so 3, vsi sedijo v tem kotu. Poglejmo, če bodo jedli. Mislim, da ta ravno zdaj lovi sadno mušico. Zdaj ravno jedo sadne mušice, čisto so ponoreli. Obožujejo svoj terarij, ki izgleda kot deževni gozd, in jim gre odlično. Zapremo ga in gremo k naslednji živali. Naslednja je še ena želva, in to je ta tip, želva mata, podobna žabam pipa. Odlično se kamuflira in izgleda kot list. Naredili bomo enako kot s kamnito ribo. Vzamemo majhno ribico in jo bomo pomahali pred njim in upamo, da ga bomo pripravili do tega, da poje. No, gremo, prijatelj, si lačen? O, želijo, poglej ga. O moj bog, to je noro. Isto kot kamnita riba, oba sta plenilca iz zasede in počneta isto. Sededijo zakamuflirani in, ko kaj prileti mimo obraza, planijo nanj ter z odprtimi usti ustvarijo podtlak kot sesalnik. Videti je res lačen, zato bomo videli, če želi še enega. O ja, zagotovo ga hoče. Kar daj, prijatelj. O moj bog, to je res noro. Si ga predstavljate še večjega? Doma imamo nekaj odraslih primerkov. Poznali bomo res kul video, kjer jim bomo zgradili zelo velik ribnik in jih preselili. Zato spremljajte tudi ta video. Ja, pustili ga bomo pri miru in gremo naprej k naslednjemu. Zdaj. Naslednja žival je ena najbolj kul doslej. V tem majhnem akvariju imamo hobotnico. Zdaj jo poskušam najti, in čeprav je ta akvarij res majhen, jo je težko najti. Odlično se skrivajo. Morda je pod to skalo. Ne, je spodaj. O, tam! Poglej, kako je prikupen. Ne bomo ga hranili, ker sem ga že nahranil. Dobro mu gre, fantje, hotel sem, da ga vidite. Brez skrbi, za ta akvarij imamo pokrov. Snel sem ga, da vam ga pokažem. Ampak ja, naša mala hobotnica se odlično drži in zdaj nam ostane še en akvarij. Fantje. In tukaj so verjetno najbolj nore živali in to je rogati morski pes, pravi živi morski pes. Poleg tega pa imamo tukaj tudi velikansko škorpijonko. Spustimo kozico za morskega psa in poglejmo, če jo bo pojedel. O, mislim, da jo voha, fantje, tik pred vašim nosom. Nadaljuj.
Tja, gremo prav tja. Odobil jo je. O, to je kul, fantje. Naš rogati morski pes je pojedel nekaj kozic in v tem res uživa. Poskusili mu bomo dati še eno. Fantje, škorpijonka verjetno ne bo jedla, ker sem jo hranil že pred dnevi. Rogati morski pes pa je zagotovo lačen, prav pred vami. Prijatelj, imaš jo. Pojedel je še eno kozico, res je mali prašiček. Fantje, zdaj imamo najbolj noro zbirko živali na YouTubu, a kupiti moramo še veliko smrtonosnih živali. Naročite se spodaj za več. Ne pozabite preveriti nove kolekcije na buzzfishingproductions.shop. Imamo nov dizajn kameleona in omejeno izdajo majice za noč čarovnic. Kameleon jezdi čarovniško metlo. Noro. Poskrbite, da si jih zagotovite, dokler jih še lahko, na buzzfishingproductions.shop. Se vidimo v naslednjem videu. Čau!